bomo malo danes imeli, se slišimo, ne? Se slišimo. Bomo danes malo imeli drugače kot ponavadi. Torej, dragi prvobhajanci, danes je prav poseben praznik za vas. Vse čutite, recimo tukaj v cerkvi je lepo okrašeno, vidite tam recimo tabernakelj, je zelo krasno, rože imamo, fotografirajo, mladinski zbor, na čelo s Klaro, zborovodkinjo, je lepo pesmi pripravil, inštrumentaliste imamo. Vi ste tudi lepo oblečeni, tudi frizure imate lepe. Zdaj obleki jaz sicer ne vidim, ker imate naše obleke tukaj, ampak moče pomaši. Bom videl, katero obleko, ste se prav posebej oblekli. Kako sem rekel, frizure imate nove. Torej je nekaj posebnega. Ni kar vsakdanji dan, sobota je, ko ponavadi nimamo maše ob 10, torej imamo sveto mašo za vas. Torej je res poseben dogodek. Prvič boste prijeli Jezusa v svoje srce pod podobo kruha, ko smo slišali v evangeliju, ko bom posvetil hostje, bo dejansko navzočil v hostje Jezus Kristus. In starši se zelo veselijo nad vami, tudi stari starši so prišli vas pogledati, sorodniki, prijatelji, imate polno ljudi, tako je res poseben dogodek. Pa se vsi veselijo, starši še posebej, tudi Katja, katehistinja, jaz mislim, da je vesela, da ste danes ta dogodek za vas tukaj, tudi jaz se veselim. Mi kar je bilo čustveno, ko so vam starši zapeli lepo pesem na začetku, a ni bilo krasno zapeto? Bilo lepo, ne? Tako jaz sem se tudi kar čustveno, mi je kar bilo vredo, prijetno. Bom danes tako naredil, jaz sem nekaj vprašanj, vem, da imate veliko vprašanj. Pa sem se tako odločil, da če tole knjigo poznate od papeža Frančiška, a ima kdo to knjigo doma? Ne poznate te knjige? V tej knjigi so otroci vaših let ali pa še nekateri mlajši papeža spraševali nekatera vprašanja. Pa tudi vem, da vi imate nekaj vprašanj, nekatere sem od vas vzel, večinom pa od tukaj ven, pa bom Marino, ki da mi je pomagal, bo prebral prvo vprašanje. Bom pa jaz potem odgovarjal na vprašanje. Kar izvoli. Ali bomo v nebesih našli z družino, če je pa toliko ljudi tam? Kako je videti Bog, če to ni človek z bradico, pa rečemo, da je ljubezen? A nam ne bo dolg čas v nebesih, če bodo trajala večno? Kaj bomo počeli? Kako je v nebesih? Kaj tam delaš? Torej, spraševali ste, kakšna so nebesa, ali pa kje so, pa kakšna vodo, kaj bomo tam počeli. Jaz mislim, da vsak izmed vas, tudi jaz, si predstavljamo nebesa po svojem. Torej, nebesa so res en kraj, kjer bo res čudovito. In se je težko, recimo, ne vem, bom rekel, Marino si predstavlja morda, ne vem, kaj ima rad, recimo, enemu je všeč nekaj v življenju rože, pa si predstavlja polno rož. Recimo, jaz si predstavljam, da grem na kakšno odlično večerjo, mi je veliko pomeni. Drugi si predstavlja, ne vem, kakšno rojstnodnevno zabavo, imate rojstni dan, veliko povabljenih, pa je zelo veselo. Pa lahko rečemo, da so to nebesa, tam, kjer se človek dobro počuti. Ali pa recimo danes so tudi nebesa tukaj na zemlji, ker ste veseli, boste prejeli Jezusa, je nekaj posebnega. In tudi to lahko rečemo, takšna bodo nebesa. Vse točno si težko predstavljamo, kako, ampak res vsak ima svojo, tisto, kar še mi je najbolj vesel, tako si nebesa predstavlja. Najbolj pomembno pa to je, bom tako rekel, da morda res niso nek kraj, ampak bolj stanje, kjer bomo za večno z Bogom. Torej, ko ste vi radi starši, ko ste skupaj z njimi, ste veseli in tako bo tudi, ko ste z Bogom, je človek najbolj vesel po tem življenju. No, potem pa gremo na drugo vprašanje. Dragi papež Frančišek, zakaj mislite, da moramo otroci hoditi k verouku? Ana Marija, 10 let iz Brazilije. Torej, tu so pa otroci, zdaj ta punca, Ana Marija, ima 10 let. Koliko ste vi stari? 9 let, je tako?
Je kdo 8 let? 8. Ok, tu je 10 let, je 1 leto starejša od vas, ampak nič hudega. Torej, zakaj moramo otroci hoditi k veruku? A vas to zanima, to vprašanje? Zakaj k veruku? Torej, papež Frančišek, poznate papeža Frančiška, kdo je? Kdo je on? Kaj bi rekel? Torej, glavni, on je v cerkvi, ta najvišje pri nas, torej glavni, on nas vodi k Bogu. Torej, draga Ana, k veruku hodite, da bolje spoznate Jezusa, tako papež pravi. Če imate prijatelja, ste radi z njim in ga bolje spoznavate. S prijateljem se radi družite, igrate se z njim in spoznavate njegovo družino, življenje, kje se je rodil in kje živi. To je dobro. A res to, recimo imate kakega dobro prijateljico, prijatelja, ste radi z njim ali ne? Se radi z njim družite, no? In kot prijatelja spoznavate pa njegovo družino, njegove starše, tako pa isto pri veruku. Pri verskem pouku bolje spoznate prijatelja Jezusa in njegovo veliko družino cerkev. Z Jezusom pa se lahko seznanimo na več načinov, torej kako ga lahko spoznavamo. Pravzaprav bistvo ni v tem, da se o Jezusu učite, temveč da ga iščete in ga tako lahko spoznate kot osebo. Torej, bom tako rekel, ni pomembno vedno, koliko znate o Jezusu, ne vem, se je rodil takrat, pa je umrl, ampak bolj pomembno je, da ga iščete, da se z njim srečate. Se veste sami zdaj, če veste o svojem prijatelju, prijateljici, veliko stvari še ni vse tisto, kar bi bilo, odnos je pomemben. Torej, ko se z Jezusom lahko pogovarjate, ko ste z njim, ko ga iščemo pa ga lahko v molitvi. Torej, ko prebiramo svetopismo, recimo, eno svetopismo je tako, v slika, ko prebirate, lahko spoznamo Jezusa, pa se tudi z njim srečamo. In tudi danes se boste z njim srečali pri svetem obhajilo. In verjamem, da imate, recimo, imate v mislih, kakšen okus bo imela hostja, a bom kaj doživel, a se bo kaj zgodilo, ampak vam tako rečem, nič ne pričakujte, samo sprejemajte in jaz mislim, da bo super. Ne glede na to, kaj boste doživeli, bo zelo v redu, boste videli. Gremo na tretje vprašanje. Dragi papež Frančišek, kje najraje molite in zakaj? Josephine, 8 let, iz Združenega kraljestva. Torej, tu pa je 8-letna punca, ne smem reči punčka, ne, punca, torej 8 let. Pravi tako, kje najraje molite? Kaj če bi jaz vas vprašal, kje najraje molite? V cerkvi, doma, pri veruku? Pri veruku. Dobro, papež Frančišek je tako odgovoril. Veš, jaz povsod rad molim. Molim lahko celo ob svoji pisalni mizi ali v naslanjaču v dnevni sobi. Torej, papež moli, pravi, da ob pisalni mizi, tam, kjer dela. Jaz mislim, da tudi vaši starši, kjer so v službi, molijo tudi lahko ob pisalni mizi. Ali recimo, ko se peljejo starši z avtomobilom v službo, lahko tudi zmolijo. Torej, lahko molimo vse posod. Ni vezan samo na cerkev, prostor, kjer smo zdaj. Ampak res molimo lahko kjerkoli. Kjerkoli lahko srečamo Gospoda. Potem pa nadaljuje, zvečer sem pogosto utrujen. A vi ste zvečer utrujeni ali niste? Jaz tudi sem. Torej, zvečer sem pogosto utrujen, zato ne grem v kapelo, ampak ostanem v svoji sobi in molim tam. Zelo rad sem v cerkvi pred najsvetejšim. To velikokrat naredim, prav rad grem tja in v tišini sedim pred Bogom. Torej, včasih niti ne rabimo besed, ampak smo samo pred Bogom v tišini. Ne rabimo nič govoriti. Meni še tu skoraj osebno najboljše, da sem v tišini pred Gospodom, pa se marsikaj doživi človek. Četrto vprašanje. Dragi papež Frančišek, dober dan. Kako lahko najdem Boga v sebi in v svoji družini? Blagoslovite me. Ljubezniv pozdrav, Mansi, 9 let, iz Indije. Vam bom pokazal sliko te punce, torej Mansi, ta je iz Indije in narisala tudi eno lepo sliko. Torej 9 let ima, to pa je vaših let. Dragi Mansi, papež odgovarja, Boga lahko v svoji družini najdeš, torej kje najdemo lahko Boga v svoji družini, torej v starših, v doma. Boga lahko v svoji družini najdeš tako, da imaš rada
To zdaj punci odgovarja, rada imamo očeta, brate, sestre, dedka, babico, tete in strice. Torej Boga lahko najdemo takrat, ko imamo drugega radi. A se strinjate s tem? Torej, če koga sovražimo ali pa smo kaj jezni tam, težko kaj, da je Bog zraven. Če imaš rada ljudi, ki so del tvoje družine, boš našla Boga in vse bo v harmoniji. Tudi tvoja risba je taka, lepa, spokojna in harmonična. Torej, kar lepo risbo tu narisala, pač vidi, da se tam hiša zaprta, iz dimnika se kadi, pa živali. Tako ena lepa harmonija je. Ampak ljubezen ni samo posledica tvojih dejanj, torej ni dovolj, da samo mi imamo radi druge, ampak je tudi milost, ki jo prejmemo od Boga. Torej, če nas, recimo, predstavljate si, nogomet igrate, pa vas nekdo postavi nogo, pa padete se, pa ste jezni na drugega, pa bi ga najrajše udarili. Pa takrat je težko ljubiti tistega, ki vam je kaj slabega naredil. Ampak z Božjo pomočjo, mislim, da človek lahko malo zadiha, pa vseeno nekako se pogovori, da ga glih ne bo nazaj udaril. A se strinjate s tem, da včasih človeške moči ne moremo vsega, ampak z Božjo pomočjo pa se da narediti, da ga lahko vseeno ljubimo. Peto vprašanje. Dragi papež Frančišek, ime mi je Nastja, živim v Rusiji. Letos sem šla k prvemu svetemu obhajilu. Rada bi vas vprašala, kaj lahko jaz kot otrok naredim za to, da bi bilo več kristjanov v moji starostni skupini. Hvala, nasvidenje. Nastja. Torej, Nastja ima 10 let, je iz Rusije. Torej, ona se sprašuje, kaj bi lahko naredila, da bi bilo več kristjanov. Recimo, jaz eno vprašanje vam zdaj dam. Kdo je v šoli, ki recimo 2 ali pa 3, da ste katoličani, da ste verni, bom po domače rekel. Kdo izmed vas hodi v šolo, kjer je malo vernih v razredu? Veliko vas je, ok, dobro. A ste se kdaj spraševali, zakaj drugi niso verni kot vi? Ste se vprašali. Torej, Nastja tukaj se sprašuje, kaj bi lahko naredila, da bi tudi drugi verovali. Včasih v življenju se zgodi, da se nekdo rodi v družini, recimo, ki ni katoliška, ampak je recimo muslimanska, pa pač je vere muslimanske, ali pa v Indiji se rodi, je pa hindujske vere, ali pa na kitajskem, ne more biti katoličan, če se v drugi družini tako rodi. Ampak to ne pomeni, da ne bo prišel tisti človek v nebesa. Torej, če dobro delamo, Bog vsakega sprejme, ker nismo si sami krivi, kjer smo se rodili. Mi smo se rodili pač v Sloveniji, ki imamo krščansko. Torej, kaj lahko bi vi naredili, vi, ki imate druge sošolce, ki niso verni, recimo, kaj papež odgovarja? Draga Nastja, kako lepa risba. Torej, najprej je pohvalil risbo, pa pravi, vidim, da večkrat gledaš ikone in moliš z njimi. Res imaš lepo željo povečati število ljudi, ki imajo radi Jezusa in ga iščejo. To je zelo lepo, podpiram te. Svojo željo boš najlažje izpolnila z molitvijo k Jezusu, da bi se število njegovih sledilcev povečalo. Moli tudi za duhovnike, verne moške in ženske, ter za vse tiste, ki oznanjajo evangelij. Predvsem pa je odvisno od tebe, bodi krščanski zgled, kjer živiš, v družini, med prijatelji. Torej, z molitvijo za njih lahko največ naredite, da molite za njih, pa tudi za nas duhovnike, vernike, starše. Molitev dela čudeže. To je najboljša rešitev, bom rekel tako. Pa zgled seveda, kako živite. Še zadnje vprašanje imamo 6. To bo bolj za fante zanimivo. Dragi papež Frančišek, zakaj radi igrate nogomet? Želim vam, da bi bili zdravi. Vin. Torej, papež Frančišek rad igra po domače fuzbal, torej nogomet rad igra. Tega pa ga Vink, ja, zdaj verjetno več ne, pa je prej igral, zdaj pa ga rad gleda, tako, zdaj verjetno res ni več, ampak prej pa je igral. Torej, Vink iz Kitajske, Rožle, imaš prav, ja, zdaj verjetno res ne igra. Pravi tako, draga Vink, res imam rad nogomet. Nikoli nisem igral resnih tekem, ker nisem nikoli dovolj dobro usvojil umetnosti igre, torej ni najboljši nogometaš bil. Nimam najbolj gibčnih nog, zelo rad pa gledam tekme med moštvi na igrišču. Pa veš zakaj?
Kaj mislite, zakaj papež rad gleda tekme? Kaj bi rekli? Ker vidim skupinsko delo in enotnost. Torej zaradi skupinskega dela. Se strinjate, fantje, da v nogometu je zelo pomembno skupinsko delo. Torej, ker en sam bo težko kaj naredil. Če bi vsak svojo igral, pa sam hotel sebe pokazati, bo težko. Kadar gledam tekmo, me prevzame navdušenje. Če hoče igralec igrati sam, izgubi in ga soigralci nimajo radi. Se strinjate s tem? Če kdo sebično igra? Za dober nogomet je treba igrati skupaj. Treba igrati kot moštvo in gledati na dobro vseh, ne da bi mislili na svojo korist in se važili. Tako bi moralo biti tudi v cerkvi. Vzamemo samo primer, recimo mladinski zbor. Če bi vsak po svojem nekaj pel, pa se hotel pokazati, ne bi nič timalo. Pa inštrumentalisti, če bi nekaj drugega igrali, bi bila katastrofa. Tako ja, pa tudi v cerkvi naši, tudi vi prvopajanci, vse leto ste hodili skupaj, že prej, tudi prvi razred, pa drugi razred, pa letos. Pa je dobro, da ste povezani, boste lahko marsikaj življenju lepega naredili, pa še sedaj vam položim za ta naslednji del maše, ko boste čez en čas, en trenutek prijeli najsvetejše, da res prosite, pa res probajte sprejemati samo, nič se ni sekirati, kako bo, ampak enostavno prijeli boste Kristusa, dejansko ga boste prijeli, se mu zahvalite v tišini, kot vas je že Katja lepo pripravila, da boste prijeli svoje srce. Bodite veseli za naš dan, bodite hvaležni. Amen.